Milana Kovača, ki nam bo predstavil svojo pestro življenjsko pot in vse tiste dosežke, ki jih je na tej poti dosegel. Da ga kratko predstavim. No, Milan Zdravko Kovač, pravi posledica dijaškega poletnega dela pri izkopavanju rimske nekropole v Šempetru leta 1953. Prvi stik z arheologijo je usmeril njegovo življenjsko pot. V Ljubljani na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo je diplomiral leta 1964 in se nato upisal še na arheologijo, kot je obljubil profesor Josipu Klemencu. Josip Klemenc je živel leta 1898 do 1967, je bil raziskovalec šempetrske nekropole. Zaradi motnih razmer študija ni nadaljeval. Potem je preselil se na Švedsko, tam je postal član društva arhitektov, leta 1966 je končal podiplomski študij, leta 1968 je švedsko štipendijo končal tečaj zaščite kulturnih spomenikov na UNESCO-vem inštitutu v Rimu. Po poroki je v Štokholmu ustanovil svoj arhitekturni biro. Nato je sprejel ponudbo UNESCO, odšel na Ceylon, danes Šrilanko, in se zaposlil na UNESCO-vem azijskem regionalnem inštitutu za raziskavo šolskih zgrad. Samostojno je deloval na Bližnjem vzhodu od Kuvajta zaliva do Omana, vse do leta 1979, ko se je začelo njegovo delo pri zasnovi rešitve Keopsove ladje v Egiptu, kjer je deloval do leta 1988. Nato v Italiji, v Indiji, na Kitajskem, od leta 1992 pa tudi v Sloveniji. Na področju arheološkega konzervatorstva je dosegel svetovni sloves. Je človek, ki pritegne tudi svojo globoko človečnostjo in modrostjo, pridobljeno ob stiki z kraji, časi in ljudmi, ki jih ni več. Toliko. Zdaj pa te prosim, gospodina Kovača, da začne. Hvala za obisk. Moje ime je Milan Zdravko Kovač, ne Kovačev. To je tudi majhna zgodba. Pred nekaj 10 leti na Švedskem sem dobil drukorije napisano Kovačev. Pa sem napisal ombudsmanu, da to ne gre. Zato, ker uradni jezik je tudi laponščina. In laponščina ima š, pa ž. In zakaj ne bi potem jaz bil Kovač? In potem so naslednje leto je bilo v telefonskem imeniku, je bil Kovač, pa vsi ostali tudi Mekič. Tako da tokrat je pa meni tole uredila hčerka iz Londona in v Londonu pa ni bilo čud. Zato je tole Milan Zdravko Kovač je moje ime. Svojo pot sem začel pravzaprav v Šempetru pri izkopavanjih, kot je bilo že rečeno. In to je bilo leta 1953-1954. In naslednja je bilo, študiral sem arhitekturo in pri profesoru Mušiču sem diplomiral z Abu Simbelem, ki je bil takrat aktualen. In to diplomo je sledila na potovanju v Egipt pa v Sudan. No, v Egiptu sem začel resno delati 79. leta s Keopsovo ladjo, potem z zaščito grobnic. Tu najbolj me je presenetila zaščita grobnice Nahta, ki je ena najlepših grobnic, verjetno celo najlepša v Egiptu. Je zelo majhna, ampak ker je bila pogodba takrat podpisana s švedskim kraljem, so pač
Egipčani hoteli dati najlepše, kar so imeli za ta projekt. Tam sem delal, v Egiptu sem delal skoraj 10 let, na to v Italiji, tukaj odspod je ena grobnica Troščanska, ki so jo odkrili prav takrat, ko sem jaz delal, to je grobnica plavega demona, ki je bila odkrita v sredi ceste, ko so gradili inštalacijo. Delal sem potem v Sloveniji tudi, to preureditev dependanse Beograd v Vilo Higio, zimsko zaščito Rogovega vodnjaka, pa v Legno zaščito arheoloških izkopavanj v cerkvi svetega Jurija. Ja, takrat, kar največ časa sem pač porabil v tem času za projekt v Tržiču, paleontološki razstavo o življenju milijarde let, pa lovci na mamute, je bilo ime ravno zaradi tega, da je pritegnilo mladino in iz tega je postala pravzaprav skoraj postojanka znanstvena. Prihajali so znanstveniki iz tujine, tu na tej sliki je profesor Volpov, pa potem pa tudi iz Prirodoslovnega muzeja v Zagrebu. V tistem času sem potem napravil tudi razstavo v Stockholmu o pekinškem človeku skupaj z Kitajsko akademijo in Kitajskim prirodoslovnim muzejem. To je bila zelo obiskana razstava, bila istočasno odprta po vse druge razstave, tako da je človek ne ve, koliko ljudi se je to ogledalo, od 400 000, ki so to leto obiskali Prirodoslovni muzej v Stockholmu. Kupil sem kopijo kosta na Menči Zaura in tukaj je participirala tudi Republika Slovenija, potem Prirodoslovni muzej Zagreb in pa v Avstriji Celovc. Tako da je bila potem to okostje smo montirali, pa demontirali in zamenjavali za paleontološke predmete okrog po Evropi. No, delal sem potem v Indiji za zaščito Adžante pa Elore in pa od 92. leta na Kitajskem to je bila zaščita izkopanin Hanjanglinga v Šijanu. Tam je bilo znano dve piramidi, dva umetna nasutja so bila in na enem je bil cesar, v drugem cesarica, ampak ko so odkopali to pot od mesta do na letališče, so odkrili to neverjetno zbirko glinastih vojščakov, pa glinastih drugih in izkopali so eno osmino, ki sem jo potem zaščitil. Ta osmina je 7800 kvadratnih metrov, tako da bo kar nekaj časa še trajalo, da se razstavi. Mislijo, da jih je kar 6 milijonov figuric pokopanih še tam not. Leta 2009 sva začela s Petrom Kerševanom skupno delo v Ljubljani. Petra sem poznal še iz fakultete, ampak redno sva začela s tem špico, koliščali na špici in potem nadaljevala skozi teh 15 let na različnih. Izdala sva 2 brošuri, ena o kolišču, druga v srednjem veku. In začelo se je pravzaprav s tem koliščem na špici, ki so ga odkrili tudi 2009, najprej s sondami, potem z sondažnim izkopom 30 kvadratnih metrov
In ko smo midva s Petrom to videla razmetano na špici, te kamnite plošče pa odrezan les, sem jaz Petru rekel, pa dajmo izdelati en projekt podzemnega muzeja tukaj, s tem, kar je pač tukaj razmetano. In sva poskušala, ker špica za špico se je skozi videla, da je tam kolišče, ker ni moglo drugače biti. To je bil izliv iz jezera, izredno pomembna trgovska postojanka, ki je bila pravzaprav na križišču Jantarjeve poti, potem pa poti po Savi za Baher. In tam je že Jalen s svojimi bobri postavil prvo kolišče. In to je bilo tudi to, kar je naju zelo bolelo, ta prvi, to sem pa zdaj zamotil. Ja. Napravila sva več projektov, poskušala sva to Ministrstvo za kulturo prepričati, da je to izredna najdba, tudi sama ministrica je rekla, to je najpomembnejše arheološko najdišče v Ljubljani. Ampak naredilo se nič. Rekla je, uničeno je samo 10%, 90% kolišča je ostalo in to nihče ne verjame. Tudi arheologi ne, tam ni ničesar več omembe vrednega. In napravila sva midva več predlogov za ta podzemni muzej, tudi ureditev vsega not, ampak je bilo vse brez haska. Mestna občina in pa mestni muzej, ki je bil za to zadolžen, niso bili za to. Zavod za varstvo kulturne dediščine so rekli, da niso dobili nobenega odziva z strani župana in zato pač niso sami ničesar inicirali, da bi se to najdišče zaščitilo. In potem smo midva istočasno razmišljala tudi, zakaj pa se ne bi špica napravila kot arheološki park z vegetacijo iz časa koliščarjev, ki je točno dokumentirana s Pelodom. In tudi Botanični muzej je bil zelo zainteresiran za to, postavili bi sami arheološki park in ga tudi vzdrževali, ampak spet ni bilo nobenega interesa. To so potrli istočasno. To je bila procesija edinokrat, ki so ljudje lahko šli pogledati, to je te izkopanine. In to so potem uničili istočasno, ko so se Varjanska mostišča pojavila na seznamu UNESCO. To je stvar, ki mene še danes boli. No, potem sva začela se izkopavati tudi pod Kongresnim trgom in midva sva začela razmišljati, kako bi napravila pa zaščitila rimske izkopanine tukaj. In napravila sva kar precejšno študijo od vsega začetka, še takrat, ko so razmišljali, ki pravzaprav je bila Emona, pa do tega dejanskega izkopavanja pod Kongresnim trgom, ki je bilo časovno zelo na knap. Arheologe so preganjali gradbeni stroji in istočasno pa tudi, kar nisem mogel razumeti, je, da se je pojavil kanalizacija tam pred vrati, severni vrati Emone. Čeprav se to vse povsod ve, da so bogata najdišča grobnic ravno v vpadnicah v mesto, vse povsod v Rimskem imperiju. In vas smo potem napravila ta predlog podzemnega muzeja,
paralelno s cesto, tukaj je bila še Titova, ne, je bila že slovenska. In potem pa, da bi se to nadaljevalo okrog po Ljubljani z Emonsko potjo, začelo bi se s tem podzemnim muzejem, potem vsa ta najdišča okrog po Ljubljani in potem tudi Narodni muzej in nazaj v ta del. To ni bilo sprejeto. Župan je rekel, da bomo napravili nekaj modernega. Pojavila se je i-Emona, ki je precej drag projekt, bil vse v marmorju in kaj posebnega pa te i-Emone ni, razen mogoče maketa Emone, ki bi se pa lahko tudi tako, kot maketa Ljubljane na Prešernovem trgu postavila na Kongresni trg, bi bilo boljši pa cenejši. In ta i-Emona je tudi žalostno končala, to je danes pasaža Šupenov prehod. Tudi na to i-Emono so pozabili, čeprav je dobila en kup priznanj. No, potem je bilo izkopavanje po Celovški cesti in diskusija, kje naj se pojavi ta inštitut za arheologijo, ali bi rekel arheološki kraj, kjer se raziskujejo te zadeve in kjer bi se tudi ti sarkofagi shranili, ta odhod, ki ga je projektiral Peter, je žalostno danes, da takrat zgledal za čisto zapuščen, bi se dal uporabiti za arheološki način. Potem so začeli izkopavati pri Marovi hiši. Grozila je kanalizacija, da se napelje ravno preko najpomembnejših srednjeveških ostalin, ki so bile popolnoma jasne, to so slike tukaj gor iz arhiva ljubljanskega, spod je tudi rekonstrukcija profesor Kubeta, starejšega našega profesorja. In ni mi bilo jasno, zakaj se kanalizacija ne prilagodi temu. In takrat sva s Petrom rekla, da sva napravila po tej študiji, tole je karta samostana, ki je tam bil in ki je točno pokazal, kakšna je bila, kaj je danes še vedno pod tlakom tržnice. In to se tam samostan se je podrl takoj po potresu, ker je bil tako poškodovan, že prej pa se je spremenil v licej. In na področju to je potres bil 95. leta, in takrat so potem odstranili, ampak kaj se je zgodilo odspod, pod tlakom ni nišče ničesar kopal. Kleti samostana so ostale, grobnice so ostale tam odspod, zravnali so površino in to je danes tržnica. Tako da se točno ve, kaj je tam odspod, 19 grobnic od najpomembnejših ljudi iz tistega časa je še vedno tam odspod s 280 ljudmi pokopanih, kar se je v frančiškanskem arhivu zabeleženo. No, midva sva takrat napravila predlog tega Barbakana, da bi se to napravil kot muzej. To je župan, zato je bil župan zelo zainteresiran leta 2009 in je rekel, da moramo poiskati način, da se tale poveže z žičnico in pa potem z gradom tam, kar je bilo zelo pametna misel. In midva sva delala to, istočasno so pa kopali naprej in arheološke izkopanine so potrdile, to je Barbakan, potem pa ta dvižni most,
pa pokopališče, to je kostnica, ki je verjetno sigurno iz srednjega veka, ampak ne ve se točno, misli, da je to pač za časa kuge, da so jih tam zmetali in pokopali. Midva smo potem prilagodila predlog tej dejanski situaciji, ki je tam. Istočasno pa je župan dal ta projekt kombinatu, ki so projektirali tudi garažno hišo. In midva smo najprej videla, da je to čisti ta pravi plagiat, ki je samo pisalo odspod copyright z njihovo firmo in so se pritožila in takrat se je potem čez pol leta pojavil malo drugačni projekt tega kombinata. Ampak potem o tem ni bilo več govora. Midva sva napravila potem celotno študijo vzhodnega mestnega obzidja. Jaz sem to predstavil v European World Towns organizaciji, ki so to takoj podprli, da bi se to pač realiziralo. To je UNESCO tudi ena veja. Ampak iz tega dobila sva pismo, namere in potrditve, ampak iz tega ni bilo nič. Istočasno je bilo pa rečeno, da je ta garaža pač pomembna zaradi posodobljene tržnice. Midva so torej že pred 10 leti napravila projekt tržnice, posodobitev tržnice brez garaž. In to tudi predstavlja v medijih in to župana to sploh ni zanimalo. Ta predlog posodobitev brez garaž naj bi imel vhod iz Zmajskega mosta pod cesto, tako da ni nobenih ramp. In pa bi tudi navezal Plečnikove arkade od spod v kleti, na vrhu ostane pa skoraj da nespremenjeno. Če bi bilo pa potrebno več prostora, so pa tudi te čudovite kleti, samostanske kleti, kjer so imeli skladišče vina in takih drugih stvari. In so te izkopanine potrdile, te kleti, tudi ene testno izkopavanje. In to bi se dalo tudi vključiti v tržnico brez garaž. To smo pa napravili na programu švedske tržnice, ki je tudi takrat so posodabljali, je tudi brez garaž, Sibila Galton v centru Stockholma. No, tako tole izgleda ta švedska tržnica in pa naš predlog. Ne vem, kaj se tu dogaja. Ja, tu je tudi zgodba, ki je prav čudna. Na Švedskem naj bi napravili garažo za parlamentarce na tem otoku pred parlamentom in začela so se izkopavanja, našli so obzidje srednjeveško, ljudje so se uprli in konec je bilo z garažo. Tam je zdaj srednjeveški muzej, ki je dobil en kup evropskih nagrad. In lahko pa rečem, da so izkopanine slabše ohranjene tam, kakor je tole v Ljubljani. Ja, malo čudno je tudi tukaj vloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Enkrat je tako, drugič je tako, mislim, da je 8 ali 9 različnih alternativ, kaj se sme delati, kaj pa ne. In tole je ta zadnja, ki prikazuje, da je možno izkopati vse do primarne osnove, vse razen te majhne cerkvice, ki gor je, vse ostalo pa gre. Vsa kulturna dediščina srednjeveška naj bi se porušila.
To je bila tudi izkopanine južnega obrambnega zidu in s tem mostom, ki so ga odkrili, in midva so napravila tole predlog, kako bi se to združilo v lahko novinsko plet ali kaj takega. Potem je bilo tukaj na koncu Novega trga izkopavanja. To so tudi kleti bile vse ohranjene, stavbe so porušili in tu sva dala predlog, da bi se tu napravila pač predstavitev reke Ljubljanice v teh kleteh, da bi bila to postaja od Špice do Zapornic gor, bi bila to pač mestna postaja pa predstavitev reke Ljubljanice. Tudi s tem ni bilo nič. Potem je bilo za študija Novega trga, ki nikoli ni bil odprt proti Ljubljanci pa proti gradu. Tu so srednjeveške slike in pa fotografije pred potresom. Tam so napravila minimalno rekonstrukcijo, ki je bila pa bil hotel in bi zaprl ta Novi trg, ker je bil vedno zaprt. No, potem je šla ta Plečnikova pot od njegovega doma pa do južnega parka. Skozi ta propileje naj bi zvezdo pa park razmejile pa istočasno povezale. In tu sva midva predlagala, da bi se napravila ena rekonstrukcija prazgodovinske gomile, ki je bila najdena tam ravno, kjer je ta rampa v klet. So 3 ali 4 gomile odkopali arheologi, 5000 let staro. V enem je menda celo bilo kosti enega vojaka, kako, če se prav spominjam. In midva sva predlagala, da bi v te propileje pač namenili gomilo kot spomenik žrtvam vseh vojn in okoli te gomile pa zapisi vseh krajev, kjer so padli slovenski vojaki, kako daleč vsega spomin. Pa tudi taboriščniki, talci in drugo. To sva posredovala tudi gospodu Pahorju, pa odgovora nisva dobili. No, zdaj pa bi še vedno dalo se tu napraviti, pa kompletirati, ker zdaj kakar je, imamo spomenik razdvojenosti slovenskega naroda, kamor tuji dignitari polagajo cvetje, ne vejo pa, kaj to je. Ampak spomenika žrtvam vseh vojn pa še nimamo. Tako da bi se lahko to še vedno postavilo, ta gomila, kot dodatek temu. No, potem je šlo, kako bi potegnili Tivoli v mesto z drevoredom, ki je nekoč obstajalo, in da bi na ta način povezali mesto z zeleno Ljubljano. Potem je bilo to vprašanje Kozlerjeve palače, ki je bila podrta takrat, ko so gradili to novo zgradbo. Namen je bil, ko se je to podrlo, da bi se postavilo v Volčjem potoku, ampak stiska ni bilo nič, zato ko so ljudje pokradli čisto vse, kar so odpeljali iz mesta na Volčji potok. Ampak možno bi bilo to danes enostavno na steklu zarisati pa postaviti tam pred tom, kakor je bilo to vsaj en del teh Kozlerjeve palače. Ja, to je tudi projekt Braca Mušiča, ki je to predlagal, samo on je predlagal, da bi se postavilo dejansko zgradba pred tem. Potem je bilo to vprašanje raznih, bi rekel, okraskov Ljubljane. Ena je bil predlog Trnovskih Solatrc s cizo, kjer bi gradaščico v Ljubljanico. Teh ni več, z letošnjim letom tega ni več. Na Dunaju imajo cizo, kar nas pa niti spomina na tega nimamo. To je precej žalostna zgodba.
Odobreno pa je bilo za strani mesta ta projekt leta 2013, če se prav spomnim, ampak ničesar ni bilo narejeno. Potem so predlagali čevljarja pri Čevljarskem mostu in pa spomenik Kurji vasi, s tem smo pa mesto razjezili. Zato, ker nihče se ni spomnil, da je Kurja vas tam nekje bila, kjer je danes botanični vrt. In je bila ta ravno tako važno predmestje, kakor Trnovo na drugi strani Ljubljance. In počasi so to z Dolenjsko železnico so priklopili Kurjo vas v Ljubljani. In danes nihče, celo na Etnografskem muzeju, kar me je zelo presenečilo, niso vedeli nič o Kurji vasi. Tako da smo mi dva rekla, dobro, Kurja vas, spomenik Kurje vasi mora biti, lahko bi to postavili v botaničnem vrtu, ki je bil del Kurje vasi, ampak smo dobila jezen odgovor, da ta projekt ne spada v Ljubljano. Potem sva našla tam še en spomenik, za katerega ni noben nič vedel, na Dolenjski cesti, in sva ga okrasila za pozdrav v Ljubljani z zmajem. No, to je še en projekt. Arheologi so me upozorili na tole obrambni jark v Kranju, ker je bila tudi tovarna mlinskih kamnov, še nedodelanih in na pol dodelanih, in to bi se dalo pri gradnji vključiti v zgradbo, torej nova zgradba Jelen. Jaz sem zrisal celotno spremembo, se dogovoril na občini, da bi oni po hitrem postopku to spremenili, gradbeno dovoljenje, ampak v Ljubljani so rekli ne, pa se je stvar porušila, čeprav je bilo to ena najbolj zanimivih najdišč v južnem delu, vsaj kolikor vem, srednjeveških. Potem smo s Petrom delali to šolo v Nepalu, ki jo je financiral moj sin, šola za 100 učencev, in to sem dokončal ravno malo pred COVID-om. Petrove klopi so tudi. No in potem se je obudila ta zadeva z Šempetrom, ti spomenik strahotno hitro propada, delno je to zmrzal, delno je to drž, in se prav vidi, kakšna je razlika med spomenikom takrat, ko so ga našli, in kakšno stanje je zdaj. Midva sva tudi sledila, da je tam nov projekt bil, ki so ga poslali na Norveško, da bi zasteklili celotno območje, ne vem koliko, 10 milijonov bi to stalo, in Norvežani so rekli ne, zdaj pa to naprej propada. Midva sva potem predlagala, da bi se zaščitile posamezne spomenike, sva napravila predlog za ta majhen spomenik, ki smo ga prej pokazali. Sem ga prej pokazal, in da je to pač zaščita pred dežem, pa zaščita pred mrazom, pa tudi, da bi se potem te glivice, ki so to sčistile. In tako bi takšen za posamezne spomenike, kakor tale, ki je cel velik, bi bilo približno 5000 evrov. In to mislim, da bi si mestna občina Celje ali pa mestna občina Žalec, ne vem, katere je tukaj glavna, to lahko privoščila, da en spomenik bi zaščitili, lahko brez tuje pomoči, in potem se študira to eno leto, kako to deluje, in če deluje vse v redu, kakor mislimo, da bo, ali da bi, potem bi se pač nadaljevalo spomenik za spomenikom, propad rimskega akropole bi se ustavil. Z železnico se ukvarjamo
9 let. Najprej smo napravili prvo študijo, kako naprej, Koper Divača, kaj se pa zdaj dogaja, da ni bilo nobene rešitve. In sva najprej zgodovino železnice v Ljubljani obdelala in potem pa kako to vpliva, kaj bi se dalo zdaj narediti iz tega. Na to študijo ni bilo nobene reakcije, smo napravila drugo študijo Zelena Ljubljana ali razkosana betonska džungla. To je bila naslednja brošura, sva razposlala tudi vsem na ministrstvu in mestu in vse, nobene reakcije. In končno tretja, kar smo sprašvala 3 leta župana, kaj pa južno-vzhodna obvoznica, gospod župan, ker odgovora tudi nismo dobili. Rečeno je bilo, profesor Koželj je rekel, da pač severna obvoznica ne pride več upoštev, je preveč naseljena v zadnjem času in da drugega ni, ali skozi mesto. In potem smo midva izdelali predlog, da bi pač šlo po južno-vzhodna obvoznica in dala ta predlog, pa na to mesto sploh ni reagiralo. Vse skupaj, kar smo midva mislila vsega začetka, je pomembnost Fabijanjevega obroča. Ta obroč je Fabijan izdelal predlog 95. leta, 1895, 5 let preden je prvi avto prišel v Ljubljano. In ta njegov Fabijanjev obroč je še vedno vitalnega interesa za Ljubljano, ker povezuje vse te vpadnice in gre, sicer je malo manjši, kot ga je Fabijan predvidel, ampak gre tudi, tangira tudi postajo, železniško postajo. In midva smo potem napravila predlog, da je pač na Fabijanjev obroč navezan hod v Ljubljano za avtobusno postajo. Železnica se za potniški promet se poglobi samo v centru in tako se lahko tudi nadgradi ta proga in je dosti prostora za avtobuse in za vse. Vzhod je pa v ta prostor skozi staro železniško postajo, ki je simbol Ljubljane, pa bi rekel ponos Ljubljane. To je druga najstarejša, na svetu najstarejša postaja, železniška postaja z prvotno funkcijo upravljanja. Najstarejša je v Leipzigu, samo 4 leta starejša. In to je že samo po sebi turistična atrakcija, in kakor je zdaj, bo ta postaja ukinjena in bo preurejena v hotel. No, to so Petrove slike, Petrove risbe, kako bi izgledala ta dvorana, bi prišla v nivoju skozi to staro železniško postajo, v nivoju in iz tega nivoja grejo dol na perone stopnice tekoče, in tako ni treba nobene povezave, ničesar, nobenega čudnega mostu preko železnice, ker je žal tako, da župan še vedno predvideva, zato se je tudi rušil zdaj tale most preko Dunajske ceste, da je možnost peljati nad tovorni vlak je se bojo podaljšali na 750 metrov. Po vseh teh naj bi šlo 450 vlakov na dan skozi postajo, kar je malo, jaz to sploh ne verjamem, da je to mogoče narediti. Vsake 3 minute naj bi šlo, to je uradna figura. In vsi so pa za to, da gre železnica za tovorni promet ven. Samo naš župan tega noče slišati. No, to je vhod
najin predlog avtobusne postaje na samo nad tiri, železniškimi tiri, ker je potem tudi dost prostora, ni to omejeno, zdaj imamo severno železniško postajo, tudi žalostna zadeva, napravili so eno petlo preko Vilharjeve ceste, tja so plasirali avtobusno postajo in ko so sprojektirali avtobusno postajo, so ugotovili, da je premajhna. Na levi strani so prodali zemljišče Madžarom za Emoniko, na desni strani pa Slovakom. To se reče, ta avtobusna postaja se ne da razširiti. Zato so prišli na eno rešitev, da bomo imeli dve postaji. Ena iz severa na Vilharjevo cesto, je avtobusna postaja, druga pa z Masarykove ceste za 15 novih peronov. To je argument, tu na levi strani je današnja železnica, ki so razkosali Ljubljano, ne samo na 3 dele, kot v času srednjega veka, ampak na 5 delov. In ko se tem železnice doda še protihrupna zaščita, preko katere se niti ne vidi, se pač ta mesto bo razvijalo v 5 getov, popolnoma izoliranih eden od drugih. In to je najhujši kriminal, o katerem sploh nihče ne govori. Zdaj, če človek gleda, tole je karta ob žici Ljubljane, da nam je okupator čisto malo zelenega za časa druge svetovne vojne. Ampak kakor bo zdaj tole vse razkopano pa razdejano, že zdaj se vidi, da Tivoli se sploh ne vidi več preko te hrupne zaščite. Koliko pa to pomaga, je pač, pravijo, 3000 ljudi ima boljše življenjske pogoje, ti, ki živijo v Ljubljani s to protihrupno zaščito. Ampak 300 000 Ljubljančanov je pa ne more tako enostavno čez na drugo stran. To je Petrova vizija vsega začetka avtobusne železniške postaje. Ta se pripelje tujstvo do Ljubljano, v zeleno Ljubljano, med 2 betonska kolosa. In postaja tako, kakor je, in kontakt z Ljubljano pa z mestom je tudi neutralni, južni pa severni del. To je pa schema, zdaj Tivolski lok so ukinili in ta se projektira tukaj od spod se razcepi po na Vižmarje, to je zahodni del, ki se nadaljuje na Gorenjsko. Midva so pa predragala ta drugi krak, ki gre paralelno z avtocesto in potem skozi most na centralno ranžirsko postajo in potem na tega se naveže Dolenjska železnica, na ta tunel in pa na ta krak in se lahko potem to, kar je zemljišče ohranjeno, se vrne modelno metaničnemu vrtu, ki smo jo vzeli, in pa drugo se pa porabi za novo gradnjo, tole zemljišče okrnjene, zapuščene železnice. Ta del se preko Beteci pa Ljubljano se dobi in tako se znebimo pravzaprav čisto vsega, kar ravno šteje. To še malo kaže, da ne. Okrnemo mi te Natura 2000 in od spod je pa tale kvatira zemljišče, koliko zemljišče je s tem predlogom pridobljeno. In to je pač ta vzhodno-zahodno poglobljena
trasa, ni to tunel, ampak je poglobljena. Možnost je tukaj, kakor se vidi, da se poveže severna pa južna Ljubljana brez vsakih problemov, kjerkoli to mogoče. No, to je pa odgovor županovega urada, novinarja, reporterja, ki je vprašal, zakaj pa ne ta jugovzhodna železnica. In tam so rekli, da se pač to ni sploh ne obravnavalo, ker je pač, kaj se je kup razlogov, ki nobeden ne drži. Skratka, ni nobeden to niti preveril, finančno preveril in pa tehnično pa, kakor mislim, ne more biti absolutno nobenega problema. No pa če gremo še nazaj, septembra 18 je župan Janković rekel, da pa se pač njegove sanje so poglobljena železnica. In končno novembra 20 je bilo dogovorjeno med vlado pa mestom, da se železnica poglobi. Januarja 2021 je prišel evropski denar. In takrat so se zbudili in takoj se je tukaj, denarja je bilo zadost, tudi da se napravi obvoznica, ampak tole, ta denar, ki je zdaj bil, ga je bilo treba takoj porabiti. In so pozabili ta dogovor med vlado pa mestom, da se železnica poglobi. O tem sploh ni več govora in ta dogovor še vedno drži. No, na ta denar z Evrope ni mesto ni bilo nič pripravljeno, niso imeli nobenega projekta in iz tega dina iz naftalina so potegnili ta projekt Ljubljana, Borovnica, Brezovica. Tako da to ni da projektu ni bilo, je dr. Pirnat zapisal. Midva sta takoj reagirala proti temu, da je to najbolj škodljiv projekt v slovenskem načrtu za okrevanje. Ker jasno je, da če se popravi ali pa nadgradi ta železnica, potem tu ne bojo poglavljali ničesar. Ker pač ni liftov, ki bi prišli, ki bi spustili cel vlak iz površja v klet. Kakor si je to rečeno zdaj, da se bo zgodilo. In minister je tudi rekel septembra 2021, da najprej posodobitev, potem pa poglobitev. Ampak ni pa povedal, kako se bo to naredilo. No, in tako je nastal ta projekt. Tule na levi strani gor je ta most, čez nepotreben most, čez tire, preko katerega bojo potniki šli zmešani iz avtobusne postaje na drugo stran in če bojo hoteli na železniško postajo, bojo tudi morali preko tega mostu. In konstrukcija je pa tako narejena, da bo možna poglobitev v bodočnosti, je rekel gospod župan. To se reče, bojo zgradili postajo, potem bojo pa poglabljali od spodaj. To je malo čuden pristop k temu. No in istočasno tale, si že prej rekel, postaja, ki jo ni mogoče več vključiti v ta koncept, bo pač hotel, je rekel gospod Koželj. Zato, ker je bil hotel na drugi strani Masarykove ceste pred 100 leti. To gor je avtobusna postaja, ki je tudi premajhna, smo rekli, in zdaj imamo severno pa južno avtobusno postajo, ki bo, kako bo to delovalo, ne vem. Spodno je pa, da še zmeraj ni rešen prestop potnikov avtobusne pa železniške postaje na LPP. Še tega nimajo, ker so pač prodali zemljišča Slovakom ob Masarykovi cesti. Ja, tako je pač. No, to je na levi strani je prodano zemljišče
zemljišče, najbolj strateško zemljišče v Sloveniji, preko katerega grejo vse železniške proge, domače in tuje, to je prodano Madžarom. Najprej so mislili tudi napraviti most čez, Madžari pa so potem ta most opustili, ampak je pa to dva ogromna kolosa, skozi katere se pripelje človek v Ljubljano, in to tudi zapira možnost razvoja železnice, ker nihče ne ve, kako bo ta razvoj železnice v bodoče šel. To je tehnično, kako se bo ampak tu sploh ni niti možnosti več, da bi se poglobila železnica, ker v času poglabljanja mora se pa zgraditi proga, ki bo začasna proga, zato pa ni več prostora. Tako da to je nam prodajajo brez vsake resnice. No in nazadnje bi še to rekel zdaj, kar se tega tiče, ta mest že zdaj je rekla pred leta 2018 doktorica Fikfak, da je največja umrljivost v Ljubljani vzrok tresljajev pa poslabega zraka. To bo s temi povečanjem prometom na, kakor pravijo, 450 vlakov dnevno, vsake 3 minute bo hudo, če bo. Vrhu tega se v zadnjem času tudi razmišljam, to je bila samosvojitev Ljubljane, so letala proti Ljubljani, da bi bilo bombardirano, so žal opustili ta plan, so se vrnili v Beograd, ali odkot so letele ta letale. V času druge svetovne vojne, ker je tukaj ta karta, je to angleška vojaška karta, ki kaže strateški glavni cilj v Ljubljani, ki ga je treba zbombardirati. To je železniška postaja. In zdaj je podpisan tudi sporazum, da bo šlo tudi skozi senatove kompozicije, če pride do problemov v Evropi. In to se kaj lahko danes zgodi. Ja, bi se zahvalil za poslušanje. Hvala lepa profesorju Kovaču, doktorju. In seveda zdaj me zanima, ali ima morda kdo kakšno vprašanje. Glede na to, kar smo slišali, smo pravzaprav vsi presunjeni in bolj ali manj zgroženi, tako da najbrž je vprašanj kar veliko. Janez Kepic, Keren, bivši knjižničar. Tole bi rekel, večkrat ste ponovil, da povem kot vprašanje, ali se vam ne zdi, ker ste večkrat ponovil, ni bilo interesa, ni bilo odziva in tako dalje, da pravzaprav niste imeli, da je osnovni problem, ni strokovnost, vaša je odlična, ampak to, da niste imeli sogovornika, ta pravga. Namreč tisti izvršilni funkcionarji, ki so mestni župan na ministrstvih, ministrica za kulturo, vemo se pa za Čebine zanima, kakor pa za kaj starejšega in bolj kulturnega. Skratka, da niste imeli pravega sogovornika. Pa bi se veljalo tudi po takega organa, namreč pri nas sploh ni. Jaz osebno sem že to, takrat, ko je bil pri nas osamosvojitev, predlagal, da se ustanovi Slovenski narodni svet. Imamo, hvala Bogu, matico, ki pa seveda ni operativni organ, ampak je kulturno zavod, združenje, ali kako bi temu rekel. Se pravi, en tak organ bi bil potreben. Ja, jaz bi lahko rekel, najprej to, da midva s Petrom Kerševanom nisva politično nikjer. Midva poslušava, ne glede kdo je gor, ne glede na koga naslavljamo, to nima s politiko nobene veze, kar nama
včasih poskušali obesiti. In druga stvar je pa, smo imeli eno diskusijo z gospodom Novakom, pa Drci, ki planira ta prostorski načrt Ljubljane. Je bilo eno srečanje, kjer se je obravnaval tudi ta najin predlog med drugimi in to je bilo rečeno, da se bojo pač poglobili v vse te projekte, ki so, pa vse te alternative in delajo narodni prostorski načrt še vedno, medtem ko župan gradi. In na vse zadnje sem se že vprašal, kakšen smisel ima zdaj državni prostorski načrt delati, če lahko enostavno zmerijo, kar je narejeno, pa se znebijo vseh teh stroškov. Zato, ker v resnici nobenega interesa ni, tu vlada interes denarja. Ker denar je treba porabiti, ki je na razpolago in nobenega pa ne zanima. To je, ni ene pametne opozicije. Če pogledamo gospod Alenko Bratušek, vsa časti, se dobro drži kot političarka, ampak ona pojma nima o urbanizmu. Istočasno tudi mestna občina nima urbanista. Gospod Koželj je bil urbanist, sam si doskrat ne upal kaj reči. Medtem ko Rok Šnidaršič, ne vem kakšen projekt on ima, ki ga iz urbanizma. In to je pač to zaprta stvar, mi dva sva tole tudi poskušala zdaj izdati to knjigo, monografijo o najinem delu. In namen tega je edino, da se to pač registrira, da so taki projekti bili, pa niso realizirani. Kaj se bo pa z Ljubljano dogajalo čez 20 let, 30 let, pa nobenega ne zanima. Torej, mene zanima, kakšna je vloga fakultete za arhitekturo. Se končno imamo na Slovenskem ne vem koliko arhitektov, pa se o tem nič ne piše. Jaz to, kar poslušam, sem zgrožena, se srečam, da je to sabotaža, ker vsi tisti, ki smo tukaj, najbrž bi drugače ravnali, ne vem, nekaj je treba zbuditi v tej družbi, da se bo uvedla, ker to je škodljivo za vse. Kje so arhitekti? Kje pišejo kakšne kritike? Ne vem. Ja, stvar je taka, kar je tudi meni malo čudno. Jaz sem zadnjo predavanje imel v Wuhanu, malo pred izbruhom covida. In večkrat sem predaval na Kitajskem, v Ljubljani me nihče ni vprašal na fakulteti za kakršnokoli mnenje ali kakorkoli. To je pač strani, so se tudi malo zamirali ljudem, recimo za Špico. To sem pričakoval, da bo arhitekt, ko je bilo to najdeno, prilagodil projekt arheološkim izkopavanjem. In sem ga vprašal, zakaj se to ne naredi. In od takrat je pač zamira, kaj to, pri nas je to drugačno. Jaz sem na švedskem delu dolga leta, nikoli ni osebnega zamere pri profesionalnih diskusijah. To se je lahko na smrt skregaš na sestanku, pa si greš na kavo, pa vse je v redu. Pri nas pa, če nisi z nami, to je žal, to je slovenska tragedija. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa. Alenka Bizjak. Torej, to zveni kot zarota. To je nemogoče, kar mi poslušamo. In nič se ne ukrene. Vse spoštovanje vama dvema, posebej vam, gospod inženir, ki vse brezplačno delate že vrsto let
prosite za odgovor in ga ne dobite. Jaz se sprašujem, kje je danes urbanistični inštitut. Na papirju obstoja, v prejšnji državi je bil zelo aktiven, tudi Slovenska matica, se spominjam, je bila zelo angažirana, ko so hoteli uničiti reko Sočo s hidroelektrarnam, so iz urbanističnega inštituta prišle veličastne študije, ki so vse pomagale in so upoštevali, da se ta grozodejstva niso naredila. Danes molči Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Profesor Milček Komelj se zelo trudi, ampak predsedstvo, predsednik SAZU-ja molči. Jaz sem 2 dni nazaj, ali 3, 8. zdaj ta mesec, sem brala en zelo spoštljiv prispevek v Delu, ki piše o pomembnosti NUK-a, Plečnikove te zgradbe, našega slovenskega jezika, kakšen poudarek dajejo zdaj tem načrtom, ki se pripravlja nova zgradba NUK-a, ampak istočasno sem se pa spomnila, kako Trubarjeva domačija, kjer je Trubar bil rojen, kjer je shodil, kjer je 12-leten odšel v tujino na študije, ker mu je grof Auersperger pomagal finančno. Danes Trubarjeva domačija nima statusa državnega spomenika. Tak projekt, ki lepo deluje, je zelo lepo opremljen, ima značaj lokalnega pomena. Pa to je čisto noro. Potem botanični vrt. Vi ste pisal en perfekten članek, veliko podatkov ste dal v javnosti, kakšno zgodovinsko pomembnost ima botanični vrt za Ljubljano. Evropskega pomena. Drugi botanični vrt je v Evropi. Bi vas prosila, če še o tem mogoče nekaj posvetite, pomenu tega vrta. Škandal je, da ga hočejo zdaj spet okrniti. Potem leta in leta gledamo Bežigrajski stadion. To je nezaslišan škandal. Ta ministrica, jaz sem bila na enem njenem nastopu, mislim, da 1. mesec v mestnem muzeju, pa je malo povedala, no, mogoče bomo pa zdaj stadion uredili. Blazen aplavz je tam doživela na ta stavek. Tam se ne zmenijo za nič. Zločin, ki se dogaja, se imenuje župan Zoran Janković. On ima povsod tukaj umazane roke. Jaz se upam to dokazati. Inženir Kovač, ostanite zdravi. Ja, hvala lepa. Kar se tiče botaničnega vrta, je to, jaz sem opozoril, da je pravzaprav narobe. Ljubljanski botanični vrt je začel se 1695 leta, ko so frančiškani dobili v posest med samostanom pa obzidjem, to, kjer hoče zdaj Marova hiša dograditi. Ta del ni bil nikoli v 1000 letih nikoli dograjen na tem območju. In tam se je začel botanični vrt, frančiškanski botanični vrt, ki je se potem nadaljeval licejski botanični vrt. In licejski botanični vrt je bil šele za časa Ilirskih provinc postavljen na to, prenešen na to lokacijo, kjer je zdaj. In to je veliko prej, kar leta 1810. In potem, kaj se s tem dogajalo, to okleščenje na en stran s cesto, na drug stran železnico, če dalje hujše. In zdaj to
sploh ni ene študije, kakšna alternativa pa je. To se ta drsi enostavno spomni, tule čez gre, zdaj pa, da ne bomo imeli takšnega problema s temi drevesi, ki jih bomo seveda podrli. Ja, bomo pa dali arboristko zraven v naš tim, ki bo potem, kaj bo delala. Ali bo ugotovila sam, kakve vrste je to drevje, ko se podere, ali kaj. To je čist čudna zadeva. Ja, mogoče lahko jaz nekaj pomagam. Akademija, ki je bila že omenjena, ljubljanska, torej Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je eno stališče zavzela, ne vem pa, koliko daleč je to publiciran. Kar se tega tiče, jaz imam slabe izkušnje. Jaz sem imel predstavitev projekta Poliščarjev pa Emone na SAZU, ki je podprla ta dva projekta in poslali so pismo županu. Župan je odvrnil, da ga SAZU prav malo briga. On ima svoj mestni muzej, pa ima Zavod za varstvo kulturne dediščine in to je njegova avtoriteta. In s tem je bilo konc. Enako se je zavzel za to ICOMOS, za ta vzhodno mestno obzidje in so iz Kitajske celo ICOMOS napisal pismo in je bilo prav nesramno, kaj jih to briga, napisano nazaj. Je pač tako, ne. To je mene tudi v začetku čudilo, zdaj me pa ne. Jaz to počasno začel razumevati, kaj je razlog. Če človek gleda na vso to množico projektov, ki so jih vidva izdelala, saj za prvo fazo, vsi so bili realistični, niti eden ni bil iz trte zveti, ampak realiziral se ni noben. Zato, ker kdor se gospodu županu zameri, v Ljubljani nima kaj iskati. Gospod arhitekt, hvala lepa za predstavitev, čudovita predstavitev. Jaz sicer sem kemik, spoznal sem sicer nekaj na kemije, pa na vodo, pa na hrup in seveda občudujem misli, ki ste jih pripravila. Ampak jaz se čudim, a veste, jaz nisem Ljubljančan, ampak čudim se Ljubljančanom, poglejte, malo se poglejmo, koliko smo plus, ne? Da ne bomo leti govorili, ne? Kje so mladi? A veste, gospod, govorite o akademiji znanosti. Jaz ne vem, take akademije, kakor imamo pri nas, še obstoja, kje v demokratičnem svetu. Torej, da smo pravna država, pa da to so pravljice nekoga. Ampak, poglejte, volitve, ki so župana, kje pa ste Ljubljančani, se ga volite in on zgleda, da je vse mogoč. Jaz ne vem, veste, kako je z vodo, C0. Tukaj imamo enega kolega spredaj, ki je zelen, ki se zelo trudi tudi za C0. Kako zastrupal v Ljubljano, ne vem, ali je to načrtno, a veste, to bivša juga, kakor se je rekli, je skrbela za vodo, vojska. Jaz se spomnim, molitve smo delali včasih, ki so nas pregnali iz tistega dela, ker je imela vojska zakoličeno. Zdaj pa župan dela, kar dela, jaz ne vem, kdo mu dovoli, kaj vse. Torej, hrup, nekaj se spoznam na hrup, kar dosti, je katastrofa v Ljubljani. Katastrofa. Kar so naredili te obvoznice skozi Ljubljano in zdaj še
tale zid, kakor se reče berlinski, še večja katastrofa. Potem sledi seveda ta železniška postaja in seveda še hujša zadeva, ne, ki pa bo, je pa kaj se gradi in kaj bo, ne, kaj šele bo. Ne. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala še enkrat. In če sem malo razložil, kaj sem videl s Petrom hotla in razmišljala zadnjih 15 let, sem mogoče le malo povedal, kaj je, ker težko je razlagati. V časopisnem članku ne moreš povedati tega, kar bi rada. To je žal tako je, kakor je. Ampak nama ni, saj meni žal, da sva teh 15 let počela to, ker nekaj je pa le ostalo, saj spomin, kaj bi lahko bilo, pa ne bo. Še, izvolite. Ja, dobro večer, Marjana Fenix-Vesna-Danič, sem sicer biologinja, Inštitut Jutra je moja organizacija, s gospodom Kovačem se poznava že zelo dolgo in sem tudi poskusila sodelovati. Iste zadeve so naj obstavljale. Torej, to županstvo ljubljansko, a bo kdo ustavil tega župana? Res se sprašujem. Jaz sem pri vseh teh grozotah, že dolgo vem za vaše načrte, jih tudi spremljam, kjerkoli imate ali predavanje, ali televizijske intervjuje in tako naprej. Ampak bob ob steno, vse je bob ob steno. Nikakor, jaz mislim, da vseeno so, torej na delu je kapital, to je ena stvar, druga pa, da so na odločevalskih položajih nekompetentni ljudje. Tudi strokovno nekompetentni. Če pogledate izobrazbo, prej ste omenili sicer ministrico Bratuškovo, ampak ona je tekstilka, kako naj ve nekaj o infrastrukturi in tako naprej. Kar vrstijo se take za okolje, za naravo, večno imamo nekompetentnega ministra. Pa če je to zdaj državni nivo, ampak na ljubljanskem je poletje še slabše. Me pa zanima, če imate kakšno vizijo, kakšen pogled na Plečnikov stadion. Jaz ne vem, jaz sem že pisala tej gospej, ki zastopa interese okoliških prebivalcev, da mogoče pa se vendar nihče ni spomnil predlagati, da bi to bil en lep koncertni prostor za open air koncerte, kakor jih imajo vse prestolnice po Evropi. Mi takega prostora nimamo, tale nesrečni trg to ni. Ne moramo takole sredi Ljubljane imeti koncerte pozno v noč in tudi ne gre toliko ljudi na ta kongresni trg. Jaz mislim, da bi bila to čudovita obnova, mislim, da bi tudi Plečnik bil za to, čeprav ni bil stadion za to predviden, ampak bi se ga dali na ta način urediti, ne pa za šport. Pa bi mogoče ljudje bili bolj za to, bi se lažje našlo neko soglasje. Ne vem, kaj vi mislite o tem. Ja, kar se tiče Plečnikovega stadiona, sva se s Petrom že pred leti oglasila pa napisala, da bi bilo dobro, da bi Pečečnik ta svoj program na Stožice dal zraven kot en dodatek temu športnemu centru in tu bi lahko res postal športni center Slovenije. Se poveže še z letališčem in je lahko to vredno, kakor imajo na Švedskem tudi en podoben projekt, sam je 4-krat večji. In dobila sva potem od nekega telovadca iz občine, nama je odgovoril, je za šport odgovoren in nama je napisal, le čevlje sodi naj Kopitar. Ja, to je bil odgovor iz lista.
Dovolite, da se morda na tej točki vključim samo čisto na kratko glede štadiona, ker se pač na Ministrstvu za kulturo izvajala to, da bi se štadion odkupil za vsako ceno nazaj in da bi ga država dobila. Minister Zubavsko Simoniti je storil vse, pogovori so bili v sklepni fazi, da se štadion znova odkupi, dogovor je bil s Pečečnikom in vse to je bilo predano tudi novi ministrici za kulturo, Asti Vrečko, v primopredanem zapisniku, vendar kot vidimo še do danes ni odkupljen. Ne bom komentirala iz kakšnih političnih razlogov, ker pač nimam dovoljenja, da zdaj govorim izključno in samo v svojem osebnem imenu, to ni ne v imenu Matice. Lahko pa samo poudarim, da enako kot se dogaja seveda razgradnja nekako slovenske identitete na nivoju urbanizma, ki smo jih bili priča na današnjem sestanku, na današnjem predavanju, enako se ta razgradnja godi na čisto vseh nivojih. Na vsak način je interes uničiti slovensko tudi založništvo. Slovenski Matici je bilo odvzeto samo v 2 letih 40.000 evrov za izdajanje knjig. Nadalje, kot veste, se zdaj želi na nivoju šolstva uvesti dvonivojska matura iz slovenščine, da bodo tisti, ki slovenščino pač slabo obvladajo, lahko maturo prav tako naredili. Skratka, na vseh nivojih se trudimo, se borimo, pišemo apele, pišemo proteste, kolikor pač je to v moji pristojnosti, ampak seveda naletimo pa znova in znova, kot ste to doživljali tudi žal vi, za vso svojo izjemno strokovnostjo, svetovnimi referencami, kompetencami, žal se dogaja tudi nam. Morda še kakšno vprašanje? Jaz bi samo še o Plečnikovem štadionu povedal, ker je tole knjigo svojo o Orlih, ki so zgradili ta štadion. Recimo, da vem, ker zelo veliko. Sem preštudiral vse časopise 100 let nazaj slovenske. Tudi iz tega časa. Skratka, Plečnikov štadion, za Plečnikov štadion ni dala ne tedanja cerkev, niti tedanja država, niti dinarja. To je dokazljivo, to so dejstva. Ves denar je bil zbran z namenskimi tombolami, efektnimi tombolami, so rekli, ki so svečke so pa plačevali navadni podeželanski ljudje, ki so pač to je bilo katoliško društvo, ne telovadno, to je bil in kdo je lastnik tega štadiona? Ja, slovensko ljudstvo. Dobro, ne bomo zdaj delili na katolike pa ne katolike, ampak ljudje so plačali ta štadion. To je dokazljivo dejstvo. S podpisi Basaja in podobnih, ki so to organizirali. Orli. Skratka, štadion so, ko so se Orli 29 leta ukinili, so štadion dogradili 39 leta nasledniki Orlov je sicer Zveza slovenskih fantov, katoliških. 39 leta je bil dograjen. V istem času so dogradili tudi slovenski dom, za katerega, ne vem, če tukaj sploh ve, kjera stavba to je. To je stavba Radia Slovenije. Niso ga dogradili, so do druge vojne polovico te stavbe. Radia Slovenije. Ja, torej, potem je bilo to zaseženo, lastnik je bila Fantomska fiskulturna zveza od štadiona po vojni. Končni lastniki so pa 3, manjši procent mestna občina Ljubljana, večji procent Pečečnik, s katerim sem govoril, pa je rekel, da nima nobenega interesa, razen da denar dobi nazaj. En minimalni procentni lastniki pa še zmeraj Olimpijski komitej, pravega imena za Olimpijski komitej pa tukaj ne bi povedal, ker tu je ena nelepa varnostna državna ustanova, ki je tudi vse te nacionalizacije, se pravi, tam je pravi v narekovajih lastnik
Ne? Se pravi, okoli tega, jaz bi rekel, da tak način, kot je Zagrad iz časa gradu Kozlanskega, tudi nobenega življenja ni. Orla tudi nobenega življenja več. Hvala lepa. Smo bili kar izčrpni, se mi zdi tudi s tole debato. Zdaj, če je še kaj zelo nujnega, če imate vi morda zaključne besede, če ne pa vabim profesora doktorja Pavšiča, da izroči našemu gostu tudi darilo. Izročitev darilo bi še vprašal gospoda Kovača, ki je isto gostje na Menči Zavra. To gostje je delno nekaj malega dala Republika Slovenija. In sicer jaz sem imel kontakte takrat z Pekinško akademijo, pa z Prirodoslovnim muzejem in sem imel zelo dosti opravka z njimi, tako da sem dobil to čisto cen. Sem v glavnem plačal material pa delal. Zraven so pa sofinancirali Hrvati in pogoj je bil, da se v Menči Zavor pokaže v Zagrebu, kar smo napravili pri razstavi, kako je bila tukaj življenje milijardi let. In potem je pa sem ga vozil bolj postavljal in sem dobil v povračilo predmete, zelo važne predmete, pa zelo iz muzejev, v Geološkem muzeju v Kopenhagnu, v Nemčiji in tudi drugot je to pač prinašalo potem eksponate. Kje pa zdaj? Župan ga je, ne župan, gospod Batagel, ga je kupil, pa ne plačal. So ga zaplenil? Prosim? Ga je zaplenil, če ga ni plačal. Ja, jaz sem celo brošuro napisal, da ne gre samo za Menči Zavor, ampak za vse, celo tole, kar je bilo v Tržiču, da sem na tem delu 15 let, s pomočjo res japonskih strokovnjakov. Ampak potem sem imel, ker pač nisem več mogel tega vsega samo uravnavati in občina ni imela denarja, da mi voda ne bi not tekla, čeprav bi to morala po pogodbi narediti, sem jaz to prodal. In to za polovično ceno, kot so mi Hrvati ponujali. Samo zato, da ostane to slovenski mladini. Potem je gospod Batagel poklical na pomoč mestni muzej v Ljubljani. To gospod, ki naj bi bila strokovnjakinja za ta in ona je pač, kakor sem videl, napisala, da je Krapinski bil Homo sapiens. S tem se pa tudi vse pove. Tako da je nemogoče ta razstava, ki naj bi bila sem videl pred par leti, sem šel pogledati. Kam je pa večina tega šlo, baje se prodaja. Ali pa je prodaja. Čeprav je bilo dogovorjeno, da to, kar ne bi slučajno hotel Batagel predstaviti, da on je obljubljal na ogromno razstavo, sem jo tudi zrisal, ne glede, kar on ne bi razstavil breg Prirodoslovnemu muzeju v Ljubljani. Tega potem ni več govoril. Gostje je potem tudi razstavljeno. Jaz sem z Batageljem samo enkrat še govoril po tistem in on mi je rekel, da ga pač ne zna postaviti. In res, ko sem ga prvič postavljal, čeprav sem ga dokumentiral, je bil že postavljen v Pekingu, pa so ga demontirali, pa spravili v škatle in jaz sem tisto snemal, kako je bilo in potem sem poskušal tudi z gospodom Krištofom dobiti pomoč, da smo ga prvič sestavili. In potem so ti moji fanti ga brez težav sestavljali, pa razstavljali, je bil v botaničnem vrtu v Celovcu postavljen. V Ljubljani tudi. Prosim? V Ljubljani tudi pred muzejem. V Ljubljani tudi pred muzejem, ja.
In jaz sem to doskrat opozarjal, da prvič tudi ostali eksponati so bili dani. Ne za prodajo ali pa za to, ampak za to, da ostane slovenski mladini, ki ni takega muzeja tu. Jaz tudi nisem dobil nobene pomoči države razen prvega tega prispevka za Novinče zavod. In škoda, ne, ker so potem je gospod Matolel podpisal tudi pogodbo veliko naročilo, še za 2 okostji. Mislim se prosil Prirodoslovni muzej in sem dobil dovoljenje na koncu, ampak tega to ni realiziran, čeprav so na Kitajskem začeli delati kopije. On je enostavno odstopil od pogodbe. Meni je to nerazumljivo, ampak tako pač gre. Bi se vam lepo zahvalil za ta vaša izvajanja, lepo predavanje, oziroma vse ideje, ki ste jih imeli, skozi, da gre to v pozabo. Upam, da bo kdo se našel, da bo do te ideje in jih realiziral. Ja, nekaj bili izgubo, da so se še dali za realizirati. Tukaj imamo eno skromno darilo iz matičine založbe. Hvala lepo.